Pomahajte mamicam, očijem, pozdravite. Se imate dobro? Ja. Ok. Super. Živijo. Kar malo pozdravite mamice, očije. Tako pomahajte mačkano. Živijo. Zdravo. Zdravo. Zdravo, zdravo. Živijo, živijo. Zdravo. Tako. Prosim lepo. Tuk blizu je tvoja babica doma. Ja. Pa to ne moreš verjeti. Super. Da noš pobegala k njim. Hecam se. Ja. Evo, pravi, zdaj bomo pokazali, kako naredimo vrv iz trave. Vzamete šop trave, to boste delali kot skupina, ja? In zato dobro gledajte, kaj počnem. Prav, obrnil se bom tako, da boste si videli, kaj jaz počnem, kako jaz vidim. Velja. Prav, en šopek obrnem obratno in ga priložim temule šopku, da dobimo enako debelino na obeh koncih. A vidite, da je enaka debelina povsod? Ja. Okay. Potem začnemo tako, da zalomimo tole in moramo imeti eno daljšo in eno krajšo dolžino. Ne? Potem verjetno veste, kako damo pri motorju gas. Z desno roko proti sebi. Tle pa ves čas odvzemam gas, se pravi ves čas z roko desno stran od sebe zavijam. Naprej od sebe. Samo to delate. Ok? Prav, zdaj to zavijem. Toliko časa, da se mi tukaj naredi takale lepa okrogla struktura. Kot neka vrvica že, ne? Vidimo? Prav, še zavijamo, zavijamo. In ko se ne mora več zavijati naprej, dam sem prste skupaj in se mi ustvari takale zanka. Še enkrat pokažem. Ko ne moram več zavijati naprej, dam sem palce skupaj, torej ta dva palca ali pa palca skupaj, se mi naredi zanka. Jo vidimo? Jo primem. Imam zgornji in spodnji del. Zgornjega vedno torej obrnete naprej in preložite čez spodnjega. Vidite, kako sem to naredil? Prav, zgornjega zavrtimo naprej in ga preložimo čez spodnjega in se to ves čas menja. Ok? In kaj dobivamo? Vrv. Kaj mislite, je močna, šibka? Močna. Močna je, ja? Boste probali strgati jo. A velja? Ja. Ok, potem, ko pridete do tega kratkega dela, je treba kaj narediti? Dodati nov material. A ne? Ja. Spet napulite par tehle bilk. Ni pomembno. Bomo zdaj to dal kar v dve takole. Na ta način pridodam zraven, kar takole vidite, sam dodate zraven in vse skupaj obrnete naprej, tako kot smo prej rekli, da postane kot ena vrvica to. A vidite, kar vse skupaj zavijemo in nadaljujemo naprej, kot smo pokazali. Prav, tekmovali boste, kdo bo spletel najdaljšo vrv. Seveda bo mogla biti potem tudi raztegnjena, tako da vam ne sme razpasti. Morate jo tudi dobro zavezati. Prav? Ja. Bom pokazal še te osnovne vozle za vezanje dveh različnih vrvi. Evo, takole, ko pridem do konca, recimo, da hočem samo tokle dolgo vrvico, ali pa daljšo, odvisno kaj želim, grem samo okrog prsta, se pravi palec oziroma kazalec dvignete po konci, greste od spodaj, prst vzamete ven in kamor je prst kazal, vtaknete konc vrvi in greste skozi to zanko in zategnete. In se vam potem vrv ne bo več kaj? Razkopala se vam ne bo, razdrla se ne bo več. Ja? Potem to, kar štrli, stran porežemo. Še tole.
Evo ga. Vrv. Če želim debelejšo vrv, jo kaj naredim? Jo prepolovim in jo samo zavijemo skupaj. In dobimo, poglej, koliko debelo. Če bi hotel še debelejšo, potem še to damo na pol in še to ovijemo okrog. Sam potem rabimo, kaj? Ful dolgo, to osnovno, a ne? Lahko pa že v štartu... Ja, lahko je pa že v štartu ful debela. Pa močna, ne? Ok? Boste poskusili, kako je močna. Pazi, da ne boš koga po nesreči udaril, če se ti strga, veš? To res paste. A ne gre strgati? Ne. Ega Gala, zdaj bo Gal strgal. Ne gre. Ne gre. Raztegnil Mogoče sem jo. Lara. Mogoče sem jo samo raztegnil. Mogoče. Kvadratek? Stop, ja. Ula, boš ti strgala? Ne smeš z nokti. Ula. A ne gre, a? Ne gre, a? Ne. Super. Ja da mislim nastrgati samo. Ste videli, kako je to močno? Neverjetno. Tukaj pa imamo vrvico iz suhe trave, iz mrve rečemo po domače, a ne? Pa probajte zdaj to strgati. Pa pazi, da ne bo ti v koga odletelo s komolcem, prosim, če se ti slučajno strga. Pazi, zdaj Gala. Že poka, a? Po šivih. Ne bo šlo, a? Ja, meni bo šans. Zdaj Ijana. Pazi, da ne boš koga udaril, po nesreči se ti strga. Veš, kad ti pol roke odletijo na razen. Morate paziti. Kolega, dajte se omakniti ostali, če se slučajno strga. Kaj bo bilo? Ja, da ne bi, a veš, ko se ti strga pol s komolcem, nekoga po nesreči udaraš, ne? Zato vam pravim, da paste nema. Šefici, ki je mislila, da bo to strgala. Šefica? Šefice. No, šefica, zdaj boš pa ti to strgala. Ne zvijati. To pa ne smeš. Ne gre. Ha? Tle si dam še več. No? Specialka. Ula. A ne gre? Bo šlo. Bo šlo? Ja. Si trmasta, a? Ko imate lepe majčke, ej? Kako pa to? Glej, moja majčka. A? Laris nam jih je dal. Laris vam jih je dal? Ja. Zakaj? Ker ste? Specialci. Specialci, tako, že drugič, tretjič, četrtič. Kaj? Tako tanko je težko strgati. A si jo ti spletel? Ja. Bravo, poglej ti to. Prav, enega šefa imate že dober, ki zna plest. Čim več materijala naberite, ker rabite dolgo vrv splest. Bravo. Kje je trava? Trava! Ian se je malo rezal v travo. To bomo takoj rešili, samo sekundico. Ja. Da še tole pogledamo, kako pa vam gre. Tu na pudej. Zelo dober, pogled to dolgo vrv. Fantastično. Še imate časa, da je še podaljšate. Na dva dela, dej. Ne, vse trave razdel na dva dela, ne raztrga, tako je. Tako. Smo. Evo, zdaj bomo Ianu pokazali, kako se naredi obliž iz naravnih materialov, če jih nimate s sabo. Seveda mi jih imamo, ampak bomo zdaj to naredili po naravni poti. Se pravi, ta trpočev list, to je širokolistni trpotec, ga takole ožamemo, da preteče sokec iz njega, se pravi te zdravilne učinkovine. Ga razpremo in ga damo na rano s tem sokcem
obrnjenim proti takole, povijeva. In potem vzamemo še par bilk trave in tole samo takole ovijemo okrog, a te boli? Ian? Ne. Evo, tole boš držal ene 10 minut, potem boš pa vse skupaj stran vrgel. Kar takole drži, pa se ti bo kriza ustavila, se ti je v bistvu že. Samo to, da smo pokazali, kako se ravna, če se uprasnemo, urežemo malo, a ne? A velja? Ja. Ok. To je bilo takrat, ko je bila vlada zraven, Da vidimo, kako je zdaj tale naša ranica pod trpocem, kaj se je zgodilo. Evo, kri se je zaustavila, to si boš potem opravil, kar si umazan od krvi, a ne? In to je to. V redu, ne? Ja. Evo, ne krvaviš več. Akcija. No, dajte kar zraven, greš na začetek, da vidimo, koliko imate dolgo vrv. Rosa, greš kar na začetek, prosim, Krištofu. Skupaj dajte na začetek, Krištof. Kar zdaj stopite ven iz zbora, prosim, da vidimo, koliko so dolge te vrvi. Tako, našponite oboji. Naravnost mora biti vrv. Naravnost našponite, da ne bo usločena, ampak tako, da vidim, če bo kje razpadla. Evo, žal je prva skupina spet zmagala. Ja, le vrv. A ni tako, da moramo še proti. Ja, pol ure ste imeli časa za tole sples. Poglejte, koliko dolgo vrv ste spletali. Še 5 metrov skoraj daljšo, ne? Oziroma 3. Ja, pustimo to, rekli smo, kjera bo daljša. Tako da zelo, zelo pohvalim obe ekipi. Ve se pa, kdo pomiva posodo, a ne? Ok. Pokazati, kakšne vozle poznate. Kaj delaš zdaj, Andrej? Ambulantni. Ambulantni vozim. Takole. No, takole preverjaš, če je, ja, prav je. Tako. Se pravi, se zelo hitro razveže. Je ploščat. Na isto ga lahko narediš, če vzameš samo štrik tako. Ta je pa upletena, ne? Ja. Zelo dobro, Krištof, fantastično. Pa imaš pa še Še pašnjak si rekel, a ne? Z eno roko. Odlično, poglejte to, fantastično. To je pašnjak ali mrtvi vozel, kakor ga imenujemo. Uporablja se pri reševanju kakšnih oseb, mogoče z kakšnih jam ali kaj takega. Zato je mogoče dobro, da znate to zavezati. Kar naprej, boš ti pokazal še, Jakob, pokaži, kar tle okrog moje roke mogoče. Ja, drugi konc. Ja, zdaj imaš malo daljšo vrv, upam, da te to ne bo zmotilo preveč. Prav. Ja, Kaj boš ti zdaj delal, povej? kalskega Kalski, ja? ali jomburske. A zdaj boš mogel ti to vse prevleči? A bo šlo drugače? Si gasilc, ne? Ja. To je jamborski. Tok si ga hitro naredil. A ste videli, kaj je naredil? Daj počas pokaž. Čist počas. Pa to ni neverjetno, poglejte to. Bravo, gasilci, res. Zelo dobre, koristne. Kaj bi jaz narešil na ven, narešil na galop, no? Lahko, le. Jaz znam še unga. Zdaj boš to starskega delal. Ne, imam enega tazga, ki je malo, ki ga v filmih velikrat vidiš. A za obešanje? Ja. A? Yep. Sem včasih rekel, ma ne bom povedal. Ko sem s tem vozlu rekel. Tako. Kad to ide tako preko. Ja sem pa po kožu. Dolgo bo vlekel? Ne, ti bom jaz dal krajšo, veš? Ti bom dal krajšo, potem pa boš zuno pokazal.
Prav? Zdaj smo pa skrajšali tole eno vrv, da bo kolega Jakob lahko pokazal, kako on to kot gasilc počne. To je tesarski. Ja. Drži? To je tesarski. Ali začetni vozom mu rečemo tudi. Vsak vozom ima lahko po več imen. A ne seveda od angleških do slovenskih in tako naprej. Zdaj delaš? Vse. Kar pokaž. Na koncu na začetku, v sredini. Tega smo že. Ambulantni, ja? Pa še jamborski, ne? Je še toto. Odlično, točno tako. Odlično, odlično, super. Toto. Super, fantastično, hvala Jakob. Vi od vas, zavezal si bom oči, boste preverjati, če kaj vidim, prosim, čez tole. Boste? A vidite kaj? Ja, preverite. Koliko prstov kaže? Ne vem, ne vidim. Probajte uganiti. Kakšen vozu si tle gor naredim? Ambulantski. Ambulantni vozu. Zato, da se mi ne zaplete, da lahko potem enostavno dol dobim, a ne? To kažem. Ne vem. Sam ne me udariti po nosu, prosim. Mižim zraven. Odprite oči. Mižim. Pokažem. Ne vem. Ok. Ste preverjali, če vidim kaj? Ja. Okay. Zdaj si izberite sem jaz. A ste? Smo. Ok. Poiščem vrv. Jo prevlečem. Evo. Vse. S tem, ko jo takole prevlečem, tudi vidim, če je čista, če ni, a evo, vidite, ker se gor nekaj zapletlo, ena vejca. Torej na ta način je preverite, če je v redu. Kaj če? Kaj pa če po nesreči streli zraven, prije kakšna kača, pa kača prije. A kaj imaš ti zavezane oči? To je zdaj simulacija, a lahko prosim za tišino? To je zdaj simulacija, kada nas je ujela noč, pa si rabimo recimo bivak postaviti. Se pravi, med dva drevesa na 5 vrv. Nimamo žigalic, nimamo svetilke, nimamo nič. Tema je, da ne rečem kje, a ne? A prav? Torej, to je samo simulacija. Se pravi, jaz verjamem, da ne boste kar tako prišli v tako situacijo, lahko se pa tudi to zgodi. Prav? Važno je, da veste, da ko znate vozle dobro zavezati, jih znate zavezati za hrbtom ali pa zavezanimi očmi. Takrat obvladate vozle. Ja? Če pa tisto ne veste v rokah, že ko gledate, pa ne veste, je prav ali ni, pol boljše, da pustite tak vozu, pa se jih res dobro naučite, ker če boste kaj narobe naredili pri kakšnem vozlu, se bo lahko podaril, vas kje stisnil za kakšna pljuča ali kaj, ne boste mogli dihati ali pa še celo kaj hujšega. A velja? Ja. Dobro. Zdaj bom mojo roko podaljšal kar z vrvjo, pa bom probal na tak način. Evo, tle slišim eno drevo, se pravi, grem do njega, pridem okrog z koncem vrvi, to je pa nadaljevanje vrvi. S koncem vrvi lahko pridem zgoraj ali spodaj. Kaj želite, da naredim? Od zgoraj. Se pravi, pridem zgoraj čez, nadaljevanje, konec. Drži? Pridem čez nadaljevanje vrvi. Torej, pridem čez nadaljevanje vrvi in jo ovijem ta konec okrog samega sebe nazaj proti v to smer nazaj, ne? 3-krat ovijemo okrog in temu rečemo tesarski vozu ali začetni vozu. Prej ga je kolega Jakob lepo pokazal, zdaj ga pa še jaz pokažem na malo drugačen način. Velja? Se pravi, evo, ko je ta vozu zategnen, bolj ka ga šponem, bolj drži. Zelo hitro se ga da razvezati, prilagajati gor dol po drevesu, a vidimo? Se pravi, recimo, da ga želim imeti malo nad pasom, se pravi, takole in zategnem. Poiščem drug konc vrvi. Evo, takole. Približno grem po občutku. Druga stran, obrnite. Ne, stran. So
Sorry, koga sem? A ste preblizu? Ja. Ušte me. A sem šel previsok? Prenisko. Ja, pašte! Pazi. Kdo je tukaj sedi? Umaknite se. List. Drvo. Ha, okej. Uč, mene Ja, prostite mi, res jaz nič ne vidim, zato pa ne vem. Se treba umakniti. Mene ste uč. Mene ste vrat. Ja, oproščam se, res nič ne vidim. je flaša. Vaša. Razumem. Grem bolj gor. A bo tišina? Ja. Prosim, če ne se ne bomo slišali. Ok, pridemo z vrvjo okrog drevesa, jo našponamo. Evo, takole je našponena, seveda ne ful močno. Nekje 1 meter približno od drevesa naredim na vrvi alpinsko zanko. To je taka zanka, ki ne potuje po vrvi, boste zdaj videli. Sprav 3-krat ovijem okrog roke. A vidite vsi? Pridem od spredje noter, takole, od spodaj pod prvo vrvico, zagrabam drugo vrvico, naredim takole zanko in grem pod obema vrvicama od spodaj ven. In je to to. Pravi, imamo zanko, katera ne potuje po vrvi gor ali dol. Niti se ne bo podrla, če še tako vlečete. Temu vozlu rečemo tudi alpinska zanka ali topovski vozel. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko sredi vrvi, vidite, naredite tako veliko zanko ali pa tako manjšo, kot želite, in v primeru, da naredite večjo zanko, si date okrog prsi in lahko na taki dolgi vrvi, recimo 10 metrov, 5, 6, 7 ljudi lahko vleče za sabo nek težek tovor. Zakaj je topovski vozel? Zato, ker so ravno s tem vozlom si vojaki med prvo in drugo svetovno vojno pomagali v kakšne gore vleči kakšne topove, pa strelivo, pa tako naprej. A ne? Je to smiselno? Ja. Dobro. Se pravi, so si naredili zanke, so si dali okrog prsi in so vlekli, so hodili in so vlekli za sabo nek tovor. Prav? Zdaj bom šel z nadaljevanjem vrvi, oziroma s koncem vrvi čez tole zanko. Moram tole vse prevleči. Ok. Se pravi, tle grem enako nekje v višino malo nad bokom, torej malo nad boki ali pa precej. In kot vidite, mi ta zanka zdaj služi kot kaj? Kaj se dogaja zdaj? Kaj premikam? Špona vrv. A vidite, kako se špona, kako zdaj postaje čezdalje bolj napeta? Vidite? Jaz nič ne vidim. Ok? Kako? Potem, ko je tole načeloma dosti napeto, glejte, z 2 prstoma držim komplet silo. Naredim tukaj štirico, jo vidite, trebušček je tukaj, zdaj pa repek. A vidite? In pridem sam z repkom te štirice noter čez trebušček in nazaj in zategnem in stoji zadeva pri miru, našponana kavrak. Ok? Ko končam, poiščem na tleh en storž, recimo. Ga vtaknem noter v zanko, potegnem za to vrvico in je vozel varen. Se pravi, tudi če bi kdo od vas zdaj, medtem ko bom jaz šel gor na vrv, če bi kdo to vrv potegnil, je ne more, zato ker tukaj preprečuje tale storž. Če tega ne bi bilo, pa bi kdo potegnil, bi se vse skupaj podrlo, tako kot boste videli malo kasneje. A je do tukaj kakšno vprašanje? Ne. Ni vprašanj. Se pravi, grem zdaj na tale konc proti temu drevesu. Zdaj običajno preverimo takole, če vrv drži, če vse štima, a ne tudi če padete, da padete na kolena, ne na faco. In potem se uležete gor čez vrv. Takole,
v bistvu jo prestopite, stegnete roke, še malo nazaj. Ja, vem. Stegnete roke takole gor na vrvi, dvignem če tole nogo, lahko jo date tudi tole gor in lahko tudi potem počivamo. Ok? What the heck? A velja? Ko hočem iti naprej, se samo dvignem po vrvi Kaj pa tisto od rokama spodaj? in se z nogama potisnem naprej. Kaj pa ono, ko greš od spodaj? Boš pa ti proval. Okay. A? Lahko. Tista varianta od spodaj seveda obstaja, ampak vam jo odsvetujem. Zdaj sem vam pokazal najbolj enostavno varianto, kaj je možno. Ste videli, lahko še počivate gor. Seveda bolj debela vrv je, manj vas bo tudi karkoli tiščalo, tako da je včasih se kar splača malo pohiteti čez take vrvi, a ne? Čez kakšno reko, potok ali pa kaj podobnega. Prosim. Da bi na hrbtu, ne, morate biti tudi prav obrnjeni, tako kot sem pokazal. Se pravi, prestopiš, nogo desno zahaklaš, gleže na to stran, obvezno, to je ključno, tole, kar vam zdaj kažem. Ja? Se uležete gor na vrv in počivam. Pa če dol padeš. Ja, pravim, da ne morem. Ker je nogo zahaklal. Ja. Ne morem. Mi ne pusti vrv, da bi padel dol. A viš, ko gor na nej ležim s celo težo. A vidite to? Mi je čisto easy. Lahko počivam tudi pol ure gor, če bi hotel. Pa 2 ure. Samo malo se predstavljaš, da te ne tišči vrv skozi v eno točko. Se pravi, viseča mreža, sem da ni mreže. Viseča mreža, sem da ni mreže. Ja, na ta način. Ja, rada se vležeš na prve. No, zdaj bom pa pokazal, kako se to zdaj še podre. Prijem zraven, če moram na hitro iti, a ne? Potegnem za, kaj? Storž. Poiščem tole vrvico in je že, kaj? Je že odvezano. Potegnem se čez. Kaj pa ta druga stran? A lahko počakamo? Samo da tole rešim še. Sprav, če tole alpinsko zanko, lejte, vsak vozil, ki je pravilno zavezan, se ga tudi zelo hitro da razvezati. Pa je bilo našponano vse, a je tako? Je. Ok, zdaj gremo pa proti še temu drugemu drevesu. Kaj pa ti narediš ta moj superbar po drevesu plezaš? Tudi lahko. Marsikaj lahko narediš. Pa pa se dol pustiš. Bom pokazal, vse bom pokazal. Evo, ko sem končal, spet prevlečem vrv k sebi, da vidim, če je slučajno kje karkoli gor pripeto. Kakšne vejce, listje, a vidite, ki so nesnaga. Tu vam lahko vse pol prereže vrv, če boste kje v realnosti plezali. Se pravi, naredite 2 raztežaja, to pomeni tole. Se pravi, da za 2 moji dolžini stegnete oziroma razvijete v en konc vrv. Stegnem levo roko, vrv gre vedno dol naravnost, nazaj pa po strani oziroma tam, ko pride dol, gre tudi gor nazaj. Se pravi, tle grem dol na levi in grem na levi nazaj. Na desni dol, na desni gor. Na levi dol, na levi gor. Ne? Približno pustim tako dolgo vrv, kakor je konc, približno. Takole naredite. In kot vidite, se nič sabo tle vmes ne drži. Ni nobene vrvi tukaj, je tako? Snamete tole dol, takole. Poiščem, kaj? Te 2 vrvici, ki stran štrlita in ovijem gor proti zanki 3krat. 1krat, 2krat, 3krat. Potem poiščem vse tele zanke, dam roko čez, torej potegnem tole vrvico skozi, naredim še eno zanko in jo povezam čez to drugo zanko. A vidite kako?
in poiščem spet te dve vrvice, zategnem. Ko imate to zategnjeno, date to lahko v pralni stroj, se ne bo nič razdrlo. Velja? Lahko ti daska, ker sem kaj kožo tudi uporabljal, daš, če te slučajno kakšna roka boli, da si narediš ruto. Seveda lahko trikotno ruto ali pa malce uporabiš ali pa kakšno vrvico, a ne? Ali pa več vrvi. Ja, Ok, to si vržemo potem takole na hrbet, imaš koruzak. tako, prekrižam spredaj, prekrižam zadaj in si spredaj naredim kakšen vozel, Ambulantni. lahko pa mašnico, če želim, ne? A je tako? Zakaj? Zato, da probam čim bolj pokrajšati te vrvi, da se mi ne opletajo naokrog in da se mi ne zatikajo za kakšno grmovje, da moram kje čez kakšno goščo iti. A velja? Evo, to je bilo z moje strani vse. Ne še za danes, nismo še čist konc za danes. Stop s to nogo. Notar stopi med obe. Zadaj prekrižamo, Andrej. Od spredi potegni vrvi. Pa prestopaš. Nisi jih tle, lej, tle imaš vse zapleteno, nisi jih lepo vrgel dol. Tako, vrži jih dol. V redu? Ne, nisi v redu naredil. Se pravi, od zadaj moraš prekrižati. Stopi čist ven, tako, prekriži vrvi. Pridi naprej in zdaj prestopi. Med nogi si kot spredi, da si jih Ne. Kar zategni tam v roki vrv, da te prime, malo nižji si naštimi v bok, če ne te bo tiščala. Tako. Evo, super. Ajde, Michael Jackson. Aha, ne smeš spustiti. Dve roki imaš, lahko z dvema rokama si pomagaš podajati vrv, lahko si pred sabo potegneš. Ampak pomembno je, da dobiš občutek, kako to gre, ne? Koliko te drži. Kako smo pokazali? Vrv mora biti ves čas napeta in iz roko dodajamo proti sredini, ne? Ne, to imaš preveč ohlapno, zdaj ti je vrv čist gor zlezla. Ko greš lahko še? Kar zaupaj vrvi, veš, ne bo se strgala. Sam paz, da ti ne bo na petah spodletel. Tam se upri v eno jamo, ali pa na tisto le korenino, le, ki imaš mečkan za sabo, pa se kar v njo upri, veš, pa boš videl, ko greš lahko nazaj. Pa poravnaj si hrbtenico. Tako. Koliko si upaš? Aha, tamle se ti... Bravo, super. Gre kar, ne? Ja, seveda greš se lahko, seveda. Kako ti gre? Dobro, ne? A veš, koliko malo sile rabiš, da se spustiš dol? Ni tako težko, a ne? Evo, kar naslednji. Krištof, pa pazi, prekrižemo spredaj, gremo zadaj, prestopi vrvice, tako, dobro prestopi še drugo in primeš med nogama,
te dve vrvice in jih ne spustiš za nobeno ceno, velja? Ok. Zdaj pa kar z roko tako si lepo naštime, ja, da te ne bo tiščalo. Veš, če spustiš, te kar vrže, kar padeš lahko. Moraš počas držati pa iti z roko proti, tako, proti sebi. Ok, to dobro drži vrv, a ne? Super. Top. Pridemo nazaj, prestopi vrvice. Super. Drži, dobro zategni. Ne spustiti vrvi, prosim, Ula. Ok? Drži fiksno vrvice, pa se nasloni. Aha, vidiš? Ne smeš spustiti vrvi. Ni šans, če ne padeš. Kako smo rekli, da popuščamo? Držimo fiksno in greva z roko proti, kar naslon se naprej, pa z roko dodajeva proti telesu. Pa se prestopi, pa spet. Primeš vrv tle gor in greva z roko, kar naslon se, lahko si, veš. Kar naslon se, da boste vrvi napeti in ko boste... No, kar napni se. Mislim, kar napni. Ok. Tako, ja. Nisi prestopil z drugo, torej desno nogo. Ne. 10 počepov za grdo besedo, kolega. Se pravi, kaj kolega delaš ti zdaj? Tu se mi je zamotalo. Kaj pa če bi... Aha, lej, od zadaj imaš vse, nimaš napeto, moraš imeti napeto, tako. Prekrižemo spredaj, gremo od zadaj, prestopimo, potegnemo med nogama ven in ne spustiva, ja? Ja, primi z uno roko vrvi, evo ga, tako, naj te ne uvira tisto grmovje malo. Nikakor ne spusti, lega, pazi, ne spuščaj, v roki imate fiksno držite te dve vrvice, še ne boste padli direkt na nos. Prav, pod nobenim pogojem ne smeš te dveh vrvic spustiti iz roke. Prav? Ja. Dobra tehnika, ne? Jop. Če si pa še malo bolj oblečen, je pa še toliko boljš, ker te nič trenje ne dela vrva, veš? Ja, trenje imamo, ja. Stopi, super. Pred sebe potegneš te dve vrvici, pred sebe, pač tako, od odzadi pa naprej, tako da veš, kaj se dogaja, ne? Nasloni se lepo s telesom in podajaš, drugo roko pa uporabljaš tudi za vrv preprijet lahko. Ne od spredje, pred sabo to delaš vse. A veš, tako ja. Z eno roko pač popuščaš, kontrolirano, lepo, počasi, kot vidiš, ne. Super ti gre. Tako lahko se primeš tudi za tisto vrv, za ravnotežje, za boljši občutek in to je to. Prav? Ja, to pa pazi, da imaš dobro podlago od spodaj, veš, da ti ne bo kaj spodletela. Ok, super. Odlično. Super. Kako se imate? A ste se danes kaj novega naučili? Ja. Kaj pa? Preveč? A? Preveč stvari novih? Super. En kup vozlov.
Vrv ste se naučili enič plesti na novo. Oboje. Aha, zipline za ruzake še. Ja, tudi to lahko naredimo. Jaz bi še za nazaj probal. Še nazaj. Ja, pa boš, ne? Po našo inštruktorco gre v rikverc. A ti gre? Tako se bo bolj Da ti malo gor zleze vse skupaj, a ne? A te tišči? Poprav si. Bravo, Ula, super. Bravo. Evo, super. Evo, zaključili teren dopoldanski, gremo počasi proti kosilu. Imeli smo se fantastično, a ne? A ste se imeli dobro? Ja. A? Ste malo mamice pozdravili. Kaj boste sporočili? A? Imate kaj rade mamico? Ja. Nimate? Kjeca se ti. Super. Živijo. Povejte, kam gremo, da bodo gledalci vedeli, kam gremo. Na plažo gremo, res je. Ne. Gremo pa na reko Bloščico. Je boljš kot jezero, zato ker v jezeru dobite izpuščaje, tukaj pa ne boste dobili ničesar. Prosim. Bazenik sem lahko poljubil boke, potem sem plavila do konca in potem sem se kar potuško tjedla. Super. A uživate? Ja! Super. Ne slišim? Ja! Ok. Super. Evo ga, potočni rak. Jaz pa sem že v kopalkah. Zelo lep. A ste v kopalkah vi? Ne. Okay. Jaz bom zdaj raka spustil, ga boste pogledali. Čakaj, bom dal še malo noter v vodo, da malo vse pride. Ribo. Mogoče. Prvič v lajfu. Riba je prvanca. Ja, lejno. Kaj meni? Kje je riba? Ja, pa tja nekam šla. Pa ne vem, kje je riba. Riba tu! Žiga. Pojdi noter, hrebe, šli se not. Ja. Katere sledi so tole? Od Jelenove. Od jelena, ja, od crne so bi bile malo manjše, ne da? Take? Ha? Take? To so pa crne, bravo. Damo prst zdravo, ne, tako da se bo videlo razliko, ne? Take so crne, ok. To je jelenova, pa v crnce. Kakšna je pa taka, ki ima veliko stopinjo, pa kaj tukaj še take prsti. Tis bi bilo po divje svinje, ampak mora biti v zadnji prsti na zunanji strani. To bomo še jemali. Evo, vse živo najdemo.